Minister Stepišnik, kako ocenjujete današnji vrh malega gospodarstva na GZS? Mislim, da je to zelo pozitivno. Vse ideje, stališča, mnenja, ki so tle izrečena, so zelo dobrodošla. To je veliko ljudi iz gospodarstva, veliko dobrih praks in to je zelo pomembno tudi za nadaljne ukrepe, ki jih pripravljamo na Ministrstvu za gospodarstvo v smislu sprememb in novel zakonodaje, pa tudi ostale ukrepe iz področja finančnih shem, kreditnih shem s pomočjo bank. Za nas je zelo pomembno, da se na koncu pokažejo tudi učinki. To se pravi, da če določene ukrepe izpolniš, kaj s pomočjo teh ukrepov dobiš, kaj zraste, ali gospodarska rast, število zaposlenih, izvoz in tako naprej. Zato bi morali biti tudi vsi ukrepi ovrednoteni, kaj pomenijo za predvsem gospodarstvo na osnovi kazalcev, na osnovi nekih parametrov, ki jih dosežemo s takimi ukrepi. Ne smejo biti samo splošno naravnani. Kako vi ocenjujete današnji vrh malega gospodarstva na Gospodarski zbornici Slovenije? Zelo dobro. Taka srečanja so izjemno koristna. Dobro je, da na taka srečanja hodijo tudi vladni ministri, zato da slišijo, kaj gospodarstvo od vlade pričakuje. Gospodarstvo mora vlada gledati kot svojega uporabnika in mora v čim večji meri uresničiti pričakovanja gospodarstva. Z agendo MG je gospodarstvo predlagalo kar nekaj ukrepov. Na kaj se zdi vam najbolj akutno odgovoriti? No, z mojega delovnega področja je gotovo zelo pomembno poenostavljanje postopkov, antibirokratski program. Ta program zdaj imenujemo Stop birokraciji.si. Druga stvar, ki se mi pa tudi zdi pomembna in je posebej izpostavljena v agendi, pa je boj proti korupciji na področju javnega naročanja. Kako kot podjetnica ocenjujete današnji vrh malega gospodarstva? No, na nizanjih smo slišali strani ministrov kar veliko želja, jaz bi rekla, da so bile to wishing liste ali pa obljube, za katere lahko rečemo, da so prekrasne, ampak ko se bodo uresničevale, bomo morali biti zelo pozorni, kajti mi kot predstavniki malega gospodarstva vendarle vidimo, da se je potrebno lotiti konkretnih ukrepov, posebej na področju hitrejše rasti in usposabljanja za internacionalizacijo. V tem primeru pa tako kot sem že velikokrat rekla, tudi podjetniki sami imajo veliko nalog, morajo izkoristiti lastne resurse, morajo nekaj več postoriti na vlaganju lastna znanja in na povezovanju. In samo povezana podjetja lahko konkurenčno nastopajo na tujem trgu in to je odgovor na vse izzive, kako rasti. Kajti, če ne bomo našli tujih tržišč in če bomo še naprej vztrajali na domačem, tukaj ni več kaj dosti prostora. Kakšna je vaša ocena današnjega vrha malega gospodarstva? Tisto, kar nas najbolj veseli danes, je to, da so se podjetniki, mala in mikropodjetja izjemno intenzivno vključila v predlaganje ukrepov. To je za nas zaveza in dolžnost tudi za naprej, da naredimo v naslednjih dneh zelo jasno in še boljšo agendo MG, ki bomo posredovali vladi in na ta način bomo imeli tudi po mojem mnenju večjo moč, da od vlade zahtevamo ukrepe, ki bodo pomagali podjetništvu.